Se že najavljam svoj obisk za preučitev te korespondence. Hvala tudi za te zadnje uvide, ki so pomemben komentar korespondenčnim drobcem in sledi referat o vlogi žensk na podeželju Pomurja in Porabja, pozemanje moških vlog v odsotnosti moških članov družine na območju, ki je še vedno premalo raziskano in zato zagotovo bo predstavitev Jelke Šajt še posebno medicina. Hvala. Če bili malo sintetični. Torej, dober dan iz Pomurskega muzeja Murska Sobota. Tudi jaz nisem zgodovinarka, ampak sem etnologinja, ampak tu sem. Na podeželju je bilo jasno, katera so moška in katera so ženska dela. Torej, ženska so bila tista dela, označena torej za ženska, predvsem vezana na gospodinstvo, to je jasno, dom s pripadajočo okolico oziroma krajem bivanja, skrb za družino in neplačanega dela na kmetiji. Torej, žensko delo v večini ni bilo vezano na zaslužek in ni bilo tržno usmerjeno. Še tam, kjer so bile ženske ročno spretne, so torej to uporabile torej za svoje namene, torej lastne gospodinjske potrebe. Moška dela so pa bila vezana na uporabo in upravljanje stroji in kmetijskimi pripomočki in pa na tista skupinska dela, kjer gre za medsebojno sosedsko pomoč, na primer zidanje, gradnja, izdelava domače opeke oziroma ciglarstva, čeprav vidimo, da niso bila to samo moška dela, so tudi ženske sodelovale, žetev žita in podobno, torej in pa seveda tista dela, rokodelska obrtna, ki so striktno bila vezana torej na plačeno delo. Zdaj z rokov, torej če se ukvarjam s tem, katera so tista dela oziroma kaj so prevzemale ženske torej v odsotnosti moških, kaj so počele na kmetiji. Vzrokov, zakaj so bili moški odsotni, je bilo več. Seveda vojska, študij, sezonsko delo, kulturno in politično delovanje, obrtna dejavnost in pa konec koncev tudi samski stan ženske. In pa seveda tudi karakterni značaj moških, najštejem samo nekaj, alkohol, lenovo, bolezen in smrt. Zdaj, zelo, če lahko tako govorimo, torej še vedno ostajajo na podeželju ženska dela tista, ki so torej striktno v Prekmurju, tudi v delu Slovenskih goric, torej vezana na zvrčeno dejte. To je šega, oziroma ko so verjeli, da je torej otrok, ki ima drisko, ki joka, ki je nemiren, torej je bolan, ga je potrebno ozdraviti, torej je bil zvrčen in to so počele ženske. Torej ženske so bile tiste, ki so ga zacumprale in pa tiste, ki so ga potem ozdravile. Tu moških, torej, kar se tiče tega dela ljudske medicine in vrževerja, torej ni bilo, razen kar so bili moški otroci, ki so bili zvrčeni. Zdi se mi pa pomembno poudariti pri mojem prispevku, da vse te obrti oziroma dejavnosti, ki veljajo še kako zelo za moške, recimo kopinarstvo ali lončarstvo, se potem v sami tej raziskavi oziroma poznavanju prostora izkaže, da so te rokodelske obrti bile še kako tudi ženske. Recimo kopinarstvo je torej trgovinska dejavnost, kjer je šlo za prodajo in kupovanje belic oziroma jajc. To so počeli, torej med obema svetovnima vojnama, to so počeli striktno moški, sploh v tem dolinskem delu Prekmurja, govorimo za okolico oziroma za Turnišče, ampak ko pregledujemo potem arhivske vire, vidimo, da v prvi polovici 20. stoletja so še kako bile, predvsem na Goričkem, torej ženske tiste, ki so kupovale in pa prodajale jajca. Razlika je mora biti ta, da so torej v tem nižinskem delu Prekmurja torej moški odhajali dlje, torej iz domače vasi, medtem ko so kopinarke, torej na Goričkem, torej bile vezane na svoje lokalno okolje. Recimo tkalstvo, ki se je tudi najdlje ohranilo v Prekmurju, velja tudi v ostalim slovenskem etničnem prostoru za torej moško delo, predvsem ko gre za tkanje. Če pa upoštevamo vso to paleto pridelave in predelave lanu, je pa pravzaprav tu vedno in povsod bila ženska. Moški so samo tkali in nič drugega od pridelave lanu. In pa seveda lončarstvo, ki je tudi najbolj značilno in se je tudi najdlje ohranilo.
znani torej tudi fotografije, torej imamo lončarje oziroma moške za lončarskim vretenom. Ampak upoštevajoč, da lončarstvo ni samo lončarjenje na vreteno, ampak moramo upoštevati oziroma moramo vedeti, da gre za torej, kopanje gline, iskanje gline, kopanje gline, vožnja gline domov, torej priprava gline, potem je lončarjenje, torej na vreteno, potem odnašanje, prinašanje končnih izdelkov, torej v peč, iz peči in pa sama prodaja, to vse tu so povsod sodelovale in delale ženske. Ne pozabimo, da so predvsem žene, tudi ko so bili možje, torej lončari, so, da bi mož opravil čim več dela, torej vsa ta dela upravljala, lončarska, plus tega, da so dobile torej, vsa poljska dela in pa torej tudi še skrbele za gospodinstvo. Zdaj, kar se tiče same vloge žensk v družini, recimo nekaj elementov, odnos družbe na podeželju do ženske je bil naravnan tako, da je morala nevesta, ki je prišla k hiši predvsem delati, torej je bila tista, ki so jo takoj upeljali, torej ne samo v gospodinstvo, ampak tudi torej v kmečka dela, torej izven hiše. Poročali so se med seboj po vnaprejšnjih dogovorih, torej starejših, predvsem te večje kmetije, seveda gledajoč na enakost v premoženju. In pa imamo podatke, da so bogatejši kmetje, govorim za ta ravninski del, torej Prekmurja, celo zahtevali od svojih žen, da so jih vikali. Odgovor na to, zakaj, je bil eden izmed odgovorov pač zato, ker je ženska. So si pa moški seveda vzeli čas za druženje, medtem ko so se moški družili in zabavali, so ženske medtem postorile vse tisto, kar niso postorili moški. In če imaš toliko časa, lahko citiram. Pravi ena izmed pripovedovalk. Pri nas so bile gorice in je bilo potrebno ogromno delati. Hrano za živino, ljudi, ogromno ročnega dela. Moški so zvečer imeli navado v teh vaseh, sploh naših, kar se tega spomnim kot otrok, ko je bilo potrebno polagati živine, torbo na rame, noter dali steklenico, dve in šli v gorice. Tam so se tudi nacukali in se družili, oni so rabili oddih od dela. Ženske so mogle vse pri živini opraviti, deco spat spraviti, večerjo skuhati, ko so moški prišli domov. To, ko so se moški v goricah družili, pa včasih kakšen bograč kuhali, tudi rapščicali in zanke nastavljali, pa potem kakšne fazane in zajce pripravljali, to je bil del vaše kulture tistega časa po vojni. In pa seveda ne pozabimo na status neporočenih žensk, ki so ponavadi ostali na bratovi kmetiji in pa so morale zelo trdo tudi fizično delati. Zdaj, katera so tista dela, ki so jih opravljale ženske v odsotnostih moških, oziroma ko moška dela postanejo ženska, zagotovo košnja je veljala za torej, moško delo, ampak torej v odsotnosti in pa tudi v umanjkanju delovne sile, torej so bile tudi ženske, ki so torej žele s koso, v glavnem seveda Srbi, tudi s koso, in pa seveda, ki so kosile, torej travnike s koso. No, imamo eno pripoved tudi, čeprav je bil torej mož na posestvu torej uspešen gospodar in bogatejši lastnik posestva, je bila žena glavna in je komunicirala z zunanjim svetom. In v času druge svetovne vojne, ob meji z Madžarsko, torej je bil ta čas turbulenten, se je ponavadi, oziroma ko se je pojavila nevarnost, se je mož skril na stranišče, ker je bil trebušni napad in ko bi po moško, če lahko tako rečem, moral paziti na domačijo in ženo, se je skril. Bil je tudi pač blagejšega karakterja, spore je reševala žena, zato je večkrat žena povedala, vedno sem ostala sama, on je izginil, ko pa je vihar odšel mimo, je prišel iz stranišča. No, in da zaključim, ženska je zato, ker se v gospodinstvu skrbi za otroke in živali, opravljala tudi moška dela, jih je doletelo več dela. Ne samo ob odsotnosti moških, ampak predvsem zaradi skrbi za pravočasno opravljeno delo, ki je bilo vezano na vreme in letne čase, hkrati pa nenehno skrbjo za preživetje družine in sebe. Če vemo, da je bila Tito veljala za težaško fizično delo in je bilo potrebnih od 18 do 22 delavcev, povsod vemo in vidimo tudi na fotografijah, ki jih vidite v zadju, so bile prisotne obvezno ženske in na eni izmed fotografij, če ste opazili,
imamo mlatitev in celo vidite, da moški stojijo ob težkih žakljih, ženske zgoraj pa torej fizično delajo. Torej, ob vsem tem fizičnem delu je ob mlatitvi torej morala opraviti še vsa gospodinjska dela, predvsem pa pripraviti hrano za torej številčne delavce. Težko je zaključiti, katera moška dela so ženske upravljale v njihovi odsotnosti, če vemo, da so ženske v Prekmurju, ko so bile vprašane o delitvi na moško in žensko delo, odgovorile, da so bili tak delale kak moški. Velja, da so ženske tudi v prisotnosti moških upravljale moška oziroma težko fizična dela. Lahko pa zaključim, da brez žensk na podeželju ne bi bilo oziroma ni bilo moškega dela. Hvala lepa. Hvala tudi, da ste tako sintetizirali ta svoj prispevek. Mislim, da par minut lahko za kratko razpravo, čeprav sledi občni zbor. Če ima to med publiko kako vprašanje. Prosim. Zdaj vemo, če se to spomnim, so bili draginjski dodatki različni glede na lokacijo, na kateri so se splačevali. A ne bilo tisto, kar je v 30 letih na Ljubljani, sem gledal, generalno znižene, zdaj pa, če pa ni bilo generalno, ali so draginjali, ker je bil višji potreben, zato da so zreducirali delovno silo, ali kaj je bilo, kaj je bilo mogoče celo pozabil, kaj so želeli, je bilo to finančna kriza, kaj je muči? Draginjske dodatke so znižali zato, ker so predvidevali, da moški in ženske, pač poročeno moški in žena, živita skupaj. Ne? Zato vem, da so draginjski dodatki bili različni glede na posamezna mesta, ampak v glavni za Slovenijo mislim, da razen Ljubljane več ali manj isti. Ljubljana pa Beograd in še nekatera jugoslovanske mesta so imeli malo više draginjske dodatke zaradi pač draginje v mestu, tako rekoč. Tako da, ja, zagotovo je bil potem procent predvidevan nižji glede na življenje v določenem mestu, ampak dejansko se pač znižal na račun pač tega, na račun konvivence. In gospodarske krize z letom 1930 se je to začelo, potem so pa postopoma ukinjali. Ne? Pred letom 1930 pa ni bilo teh razlik. Ne? Draginjske doklade so bile različne glede na mesta, ampak ne pa glede, ali je bila neka ženska pločeja. In seveda, tako kot so podarili, so to potem različni pari poskušali zaobiti z hinjenjem ločitve. Tudi anonimke in disciplinske preiskave. Ja. Je tak zanimiv element, da se ločiš dejansko zaradi tega. Še kako vprašanje? Sicer bi jaz imela en kratek komentar na temo Karmele Kosove, kako se da pojasniti to, Karmela je odraščala v antifašistični družini, ki je težko prenašala zasedbo, italijansko zasedbo Primorske. Ta navdušen antisemitizem, ampak tudi podpora nacizmu, kako se da to razložiti? Kar se tiče te podpore antisemitizmu, obstaja čisto en konkreten razlog, se mi zdi. Ne? Namreč Anton Kosovel se je po zasedbi Italije zaposlil, ker ni mogel več delati kot učitelj, v Assicurazione Generale. Se pravi, to je bila tista judovska pravzaprav, filijala v Trstu, ki še danes obstaja, vemo, in bila takrat čisto od tem. Očitno je imel slabe izkušnje, ker imela nekje to omenja dejansko tudi. In tukaj izgleda, zdaj so precej radikalne izjave, ki jih tukaj ne bi razkrival, ker nima smisla, ker dejansko ta zavest ni obstajala na tej ravni, ampak to mislim, da je tisto koren tega. Jaz težje pa razumem po tem, da pač posebej zaradi tega, ker seveda ta njen mož Slikar Graber ni sodeloval v kakšnih vojnih akcijah, ni bil vojak, kakorkoli že, je pa recimo kot slikar sodeloval leta 1943 tudi na eni razstavi na Dunaju, to je bila Junge Kunst in Deutscher Reich, ki jo je organiziral Baldorf von Schirach, ki je bil, kot vemo, pač poveljnik Hitlerjugenda
in kasneje v Nürnbergu obsojen kot zločinca. Seveda, kako pa človek spregleda take stvari, zato vam tukaj jaz v tem referatu, ki ga žal nisem mogel v celoti na ta način predstaviti, zaradi pomanjkanja časa, kot sem ga želel, je v bistvu več vprašanj kot je odgovora. Če ni še kakega vprašanja, mogoče bi zaključila, da nam večkrat viri postavijo več vprašanj od tega, kar lahko odgovorimo. Hvala vsem.